Se pravi 20 milijonov za štipendijo, izvoz, pa končni izdelki. Investiranje v končne izdelke. Tudi recimo v tem smislu, pogledajte, imamo še par drugih stvari tukaj, ki so vsi povezani nekako s tem. Recimo javni razpisi. Recimo absurdnost javnih razpisov v Sloveniji, ali pa celo v Evropi, bom rekel, mogoče celo širše, če vi pogledate vsebino javnih razpisov, ki so v Ameriki, v Evropi, boste videli neskončno razliko. Javni razpisi v Ameriki imajo vedno komponento še neizdelanega, če čete, razvojno komponento imajo. Rečejo, da bomo razvili sistem XY za nekoga, recimo za neko državno inštitucijo, karkoli. Rečejo potem pa, dragi moji, ne bomo izbrali med vsemi možnimi izdelki tistega, ki je najbolj pocen, ampak tistega, ki nam dolgoročno največ da. Zdaj, mi, ko vlagamo družbena sredstva, jih zgledamo kot strošek. Recimo, primer je, kaj svem, bom rekel, ajde, davčna uprava. Ona bo izbrala sistem, ki bo imel primerno funkcionalnost za najmanjši možen denar. Govorimo o e-davkih, verjetno. Ne, e-davki so čist nekaj posebnega. Če govorimo o temeljnem davčnem sistemu, ki bo zdaj razpis, izbrali bodo tistega, ki bo najcenejši ob primerni funkcionalnosti. V resnici bi pa rekel, neka zelo napredna država to rekla, pa mi pravzaprav, če tak stvar naredimo in naredimo partnerstvo med privatnim in družbenim sektorjem, lahko izdelamo produkt, ne samo rešitev za nas, ker je cel kup držav, ki bi isti produkt rabili. In jaz poskušam to idejo, ki je ideja, zdaj bom rekel, razdeljena ideja tega strateške usmeritve v večje število kompleksnih končnih izdelkov, da bi pravzaprav Slovenija začela razmišljati podjetno, da bi ta sredstva, ki si jih ona sposodi od davkoplačevalcev, vzela kot investicijski denar, ne kot strošek in terminalni strošek. Ampak bi nas na ta način, seveda z razvojno naravnanimi javnimi razpisi, prišla do novih izdelkov, ki bi potem z uspehom lahko prodajali. In mi imamo celo vrsto takih stvari, ki bi to lahko realizirali. To je za mene celo najenostavnejši, najhitrejši in preverjen sistem, kako lahko mi do teh izdelkov pridemo. Ker če vi pogledate, kaj se v Ameriki dogodilo, kako so velika podjetja nastala, kako so veliki izdelki nastali. S pomočjo države. Ampak tako, da je ta država od te industrije to kupila. Ona je naročila, to je kupila. S tem, da je bila zahtevek za to tako narejen, da so morali ti podjetja ne samo narediti to, ali pa kupiti od nekega drugega, pa delivery narediti, ampak dodatno razviti. Kajti tukaj se potem odpre še eno veliko vprašanje, ki pri nas politično, bom rekel, čisto zlorabljeno, in vsi vejo rešitev, večjega sodelovanja med raziskovalnimi in razvojnimi inštitucijami z gospodarstvom. Vsi govorijo, kako je to slabo in tako naprej. Odgovor je čisto preprost. Takrat, ko gospodarstvo dobi tako nalogo, da je z obstoječim znanjem ne more narediti, se bo po naravi stvari povezati z raziskovalnimi inštitucijami. In ne bo treba nobenih prisil ali pa ne vem česa, ampak bo do naravnega sodelovanja prišli.